Živjo! Zopet smo skupaj na sredinem tedenskem izobraževanju z energijo živim oziroma o skrivnostnem svetu energiji. Upam, da že raziskujete svojo energijo, kje imate največje odtoke, s čim se najbolj napolnite, kako se soočiti z občutki. No, vse to in še več bom seveda tudi jaz povedala na teh izobraževanjih in naših srečanjih. Bom pa danes, sem dobila idejo, da bi vam lahko predstavila, katere tehnike uporabljam zase in pa seveda, katere tehnike tudi učim na delavnicah z energijo živim. Jaz sem pred 20 leti skoraj da se spoznala z magičnimi kretnjami, ja? Verjetno poznate. To jih je v bistvu Castaneda, Carlos Castaneda jih je napisal oziroma jih je prenesel v svet, ker so bile prej skrite. Večino teh ezoteričnih znanj se je podajalo nekako iz roda v rod, neke tajne skupine so se zbirale, ni bilo kar dostopno vsakomur, tako kot je danes. Tako da v bistvu imamo danes srečo, da lahko beremo, gledamo po YouTubeu in ostalih spletnih kanalih, kako ljudje predajajo to znanje naprej praktično celemu svetu. No, te magične kretnje so dejansko magične, tako kot je naslov. Zakaj? V knjigi piše, da so v bistvu jih te mehiški šamani iznašli, ampak že več tisoč let nazaj. Ta njihova generacija teh čarovnikov, kot jih oni poimenujejo, naj bi bila stara okoli 10.000 let. So imeli pa tak način, da so v bistvu zbirali skupine in so te skupine potem našli novo skupino, mlajšo, in so predajali v bistvu vsa svoja znanja, tehnike, verjetno tudi orodja in vse, kar so vedeli. Seveda so se pa skozi leta nadgrajevali. Oni so povedali, no, zdaj tisti, ki je bral Castanedo, dobro je, če koga zanima, no, Castanedine knjige so enkratne, res. Kar se te energije tiče, so zelo, zelo natančne in specifične, malce strašljive sicer za nekoga, ampak povejo pa marsikaj, kar, ne vem, nisem še nikjer slišala pa brala, je pa res, da nisem seveda vseh knjig na tem svetu prebrala, tako da lahko da še kdo o tem piše, no, na tak način kot oni. Torej, te kretnje oziroma te gibi so bili nekako, oni so, te šamani, ko so bili v povišenem stanju zavesti, so dobili neke gibe bomo rekli, po intuiciji in so jih začeli izvajati. Počutili so se strašno dobro in so zato naredili določene nize teh tehnik. Prej se je še veliko delalo teh obredov in tako naprej. Potem s Castanedo je to tudi se umaknilo. Je rekel, da pač ni več potrebe, ker je svet zdaj drugačen in na nek način človek skoraj nima več časa za te obrede. Zato jih je potem te nize oziroma gibe razvrstil v določene skupine, ki jih lahko vsak izvaja. V povišenem stanju zavesti so ti šamani videli tudi, kako teče energija, kaj se dogaja s človekom, z njegovim energijskim telesom, z njegovimi energijskimi centri. Oni sicer ne opisujejo centrov kot čakre, ampak prav energijska središča. Pravijo, da energijo izgubljamo skozi življenje, oziroma iz leta v leto jo je manj,
razen, če ne začnemo izvajati nečesa, kar nam vrača to energijo nazaj. V knjigi so povedali tudi, da je človek kot neka zaprta enota, znotraj katere živi in ima vso svojo razpršeno energijo, ki jo je skozi napačne načine delovanja ali ne vem, zaradi tega, ker pač ne zna drugače, jo to energijo razpršuje na obod svoje aure. Ta energija je tukaj in ni tukaj, kjer bi morala biti. Jaz sama sem to energijo, oziroma oni rečejo celo skorja, mislim da, jaz sem jo prav zaznala in zatipala. Dejansko je res tako. Tukaj znotraj aure je ta energija moja, ki je, bomo rekli, kot neka skorja, potem pa, ko jaz delam tehnike, se pa zmehča in pride nazaj v moja središča. Zdaj vse te stvari je treba doživeti. Ne? Jaz pravim vsakomor, ne mi verjeti na besedo, ti poskusi in potem mi povej, kaj in kako. Morate tudi vedeti, da jaz to raziskujem že veliko let. To je 16-17 let, ko res te energije, kako to poteka, dobila sem in videnja in uvide, tako da ne gre to čez noč, naj bo vsak malo potrpežljiv in naj preizkuša, kje so meje. Zdaj, jaz sem se učila teh magičnih kretanj, pa nekaj tai čija, qigonga, joga in tako naprej. Ampak vidim pa, da obstajajo tudi druge tehnike, normalno, je daoizem, tudi krasne te notranje dihalne vaje. Potem imaš, recimo, da bi se prav šel učiti tai chi, bi rabo leta in leta, da bi res izpopolnil to tehniko. Kung fu, jaz uporabljam kung fu zaradi udarcev in zato, da lahko premaknem energijo. Uporabim v bistvu vse mogoče tehnike iz celega sveta, katere mi pomagajo nekaj narediti z mojo energijo. Zdaj, ene zdravijo, ene dejansko vračajo energijo, višajo tvoj življenjski nivo energije. Potem druge so dobre za telo, za fizično telo, joga je super, recimo, te fino, poleg tega, da te fizično poskrbi, okrepi v bistvu tvoje mišice in da se, glede na to, da veliko sedimo, tudi za hrbtenico je odlična, ti tudi vpliva na tvojo energijo, se boljše počutiš. Zdaj, ena stvar pri tem je, da ko ti delaš nekaj, recimo, da delaš jogo, moraš vedeti, da se ti bo energija dvignila. In včasih ta dvig energije ni ravno prijeten. Zakaj? Zato, ker so določene blokade v tvojem telesu in jih moraš prečistiti. Brez tega čiščenja ne boš mogel energijo še bolj dvigniti, okrepiti, ker v bistvu je nekaj na njeni poti. To je tako kot cev, ki imaš vode in ko ti stopiš na cev, neha voda teči, recimo, ko zalivamo rože. Pri energiji je enako. Če je nekje določena blokada, jo moraš nekako sprostiti. Zdaj, kako jo sprostiti? To so načini, ne vem, če bi jaz lahko to opisala z besedami, ampak jaz pravim sem tako, delajmo na svoji energiji in na pretočnosti, energijski pretočnosti. Recimo, en primer vam bom povedala, ravno danes. Jaz sem bila včeraj zvečer, sem imela vadbo na osnovni šoli Dušana Bordona in sem pustila tam zvočnik. Šele danes zjutraj sem ugotovila, da ga nimam in me je kar popadel nek strah. Ne vem od kje, ker drugače mene načeloma ni strah teh stvari, če jih kje pustim, izgubim. Ampak je bil kar en strah in sem postala nemirna in prav sem začutila, da sem šla ven iz telesa, da sem bila kar taka čudna.
nekaj sem se udarila še, pa nekaj sem polila, tako, pol vidim, da nisem ravno pri sebi. No, v glavnem, v enem trenutku se jaz odločim, ok, Leticija, vse bo v redu, zvočnik bo tam, ne skrbi, vse sem že vizualizirala, kako ga dobim in je vse ok. Jaz se odpravim tja in res najprej ga ni bilo, potem je prišel hišnik, mi je odprl tam vrata in moj zvočnik je bil tam. Super, sem rekla, krasno, res, tako sem hvaležna, prav stokrat sem rekla, hvala, res, ker to je zvočnik tak prenosen in jaz ga rabim za svoje delo. S tem, da potem, ko sem prišla v prostor, sem imela eno delavnico in sem bila še vedno malo raztreščena. Ja? Potem sem s tem udeležencem naredila par tehnik za dvig energije oziroma za zbiranje energije. In na koncu seveda še vodena meditacija. Ja, jaz sem se počutila čisto drugo. No. Počutila sem se spet v sebi, da sem ok, da sem mirna. Tako, bila sem stabilna. No, tako. In vidim, ne zdaj samo, ampak že milijonkrat so mene tehnike rešile. Prav magične kretnje, recimo. Ne morem sploh opisati, kakšen učinek imajo na človeka. Res, to je treba probati. To enostavno moraš probati. In zdaj, da se vrnem na tisto, kar sem prej govorila. Se pravi, ko delate katerekoli tehnike, se vam bo povišala energija, ampak s tem se vam bodo osvetlile tudi blokade, vaše nerazrešene občutki, vezi, ki jih imamo, nekaj iz prejšnjih življenj tudi. In še je tega. Ne? Tako da, dajte vztrajati, najdite potem tehniko, ki vam bo pomagala ozavestiti te blokade ali pa razrešiti, zaceliti občutke, ki vam bo dala vpogled v to, zakaj se to dogaja, ali pa vam bo dala odgovor na vaše vprašanje. Ker s temi stvarmi je tako, da ne gre, ni lažjih poti. A veste, delo na sebi zahteva od tebe predanost. Treba je biti popolnoma predan temu. In potem se v življenju, ko si predan in ko delaš in vztrajaš, se avtomatsko pokažejo rezultati. Jaz pred svojimi očmi vidim, kako se ljudje spreminjajo, recimo, kaj vse se jim dogaja, kako dvigajo energijo, kako grejo naprej, delajo preboje, premike, takšne, kakršnih si ne bi niti zamišljali. Ampak ja, jih naredijo. In tudi jaz sem naredila veliko sprememb v svojem življenju. Nekaj jih še bom. Tako da, v glavnem, delo tehnike, energijske tehnike, vseeno, kjer delate. Jaz seveda zagovarjam magične kretnje, zato ker so mi dale toliko, da ne morem sploh opisati. Če se boste lotili teh kretenj, si najdete učitelja, nekoga, ki jih zna, zato ker iz knjige se učiti, jaz sem tak tip, da se jaz ne znam učiti iz knjige. Meni je grozno, vsako tehniko, ki jo preberem, je joj. Zato sem tudi v svoji knjigi, sem napisala tehnike, ampak sem potem še posebej posnela videe, ker vem, da je nekomu pa veliko lažje zraven delati. Mogoče še to, da povem, da je Castaneda v bistvu dobil nalogo, da te tehnike da v svet. Zdaj, jaz edino po izkušnjah vidim, da ni dobro, da jih delajo ljudje, ki jemljajo antidepresive, zato ker so to močne stvari, tehnike, govorim o tehnikah, antidepresivi pa naredijo eno tako plast okoli človeka, ki ni prav prijetna, no? Energijsko govorim. Tako da predno greste po antidepresive, vam polagam na srce, dajte pogledati še drugo alternativo, če je možna. Če seveda ni, potem je ok, sprejmite to, ampak če pa slučajno je, pa dajte najti nekoga, kar vam bo pomagal.
Jaz vem, da so včasih te občutki, ki se dogajajo znotraj nas, zelo, zelo močni in zelo, zelo naporni. Ravno zato je pa treba imeti dovolj energije, da se ti lahko z njimi soočiš. Zdaj si pa vi zamislite, mi že iz dneva v dan porabljamo to energijo. Kaj šele za neke večje stvari? To že recimo za ta soočenje, za zdravljenje sebe, samo zdravljenje. Je logično, da rabimo en dodatek energije, se pravi višek rabimo, in mi ga imamo. Mi imamo na voljo to energijo, samo moramo jo znati pobrati. Tako kot sem prej rekla, tukaj znotraj avrejo je polno. Mi se moramo samo naučiti, kako to energijo dobiti nazaj. Saj veste, jaz imam delavnice, tako da lahko prijete tudi do mene, če želite. Lahko do koga drugega, noben problem. Lejte, veliko nas je že, ki učimo in vas vodimo po tej poti. Tako da, samo pogumno v akcijo. No, zdaj pa za konec vam bom pa pokazala eno tehniko, ki je meni zelo všeč in prikliče tvojo energijo takoj nazaj. Imenuje se prav energija, je pa malo posebna, malo daljša, tako da če želite zraven delati, si jo boste mogli malo večkrat predvajati, ali pa pridete k meni, pa vas naučim. Tako, mislim, da sem povedala za danes, kar sem želela, in zdaj vas samo prepuščam naprej tehniki, tako da se lahko pripravite, delate zraven, ali pa samo pogledate, kako tehnika zgleda. Lepo se imejte, do naslednje srede, vas lepo pozdravljam in poskrbite dobro za svojo energijo. Čau, čau. Tehnika, ki jo bom pokazala, prikliče energijo k tebi nazaj. Porabiš jo, kadarkoli čutiš, da rabiš dodatno količino energije, za karkoli pač potrebuješ v življenju. Energija.